večer, spoštovani gledalci in gledalke televizije Arena TV, tudi nocoj, ko smo v vaši družbi z namenom, da kakšno rečemo tudi o tem, čigava je država. O tem se bom danes pogovarjala z avtorjem knjige, ki jo bomo tudi na nek način danes predstavljali, gospodom Stanetom Sevčnikarjem. Stane, pozdravljeni. Dober večer, naj jo ne poznajo, verjetno naj jo poznajo. Danes bova bolj resna, ne? Bolj resna, ampak druga publika je to, pa to je vseeno. Tudi naslov je država in so, ampak čigava je država. To je pomembno vprašanje v današnjih časih, pa v vseh. Jaz se s tem ukvarjam že več kot 30 let, od 69. leta, ko sem bil na kongresu sindikatov v Beogradu, sem že takrat razlagal svojo tezo. Moja teza pa je, država je podjetje, kot vsako drugo. Ne moreš države drugače obravnavati ali pa študirati kot podjetje, ne? In vsako, ni pa podjetja brez lastnika, oziroma najprej brez kapitala, potem pa lastnika tega kapitala, ne? In to je to vprašanje, čigav je kapital podjetja država, ne? Čigava je država, se reče po domače. In to je, če v političnem jeziku rečemo, država, oblast ima ljudstvo, ne? Ja. Kaj pomeni to? To je v političnem smislu, oblast ima ljudstvo, pomeni v ekonomskem kaj? Kdo ima v lasti kapital tega podjetja? Nič kaj druga to ni, ne? Se pravi, ljudstvo bi ga moralo imeti, ja, seveda, in v tem je temeljna zmota ali pa nevednost ali kakorkoli bi rekel, ker države po vseh literaturah razni avtori, filozofi, opisujejo, definirajo na vse sorte načinov, pa noben ni pravi. Ker država po mojih prepričanju, pa po raziskavah, pa po vsem, pravim, več kot 30 let je to zdaj, preganjam z večjo ali manjšo intenzivnostjo. Zdaj sem se pa res, zdaj sem star 65, ne, takrat, ko sem to 30 let, ja, tako sem bil star, no. In vsem tem času nisem mogel dopovedati, ne nikomur, enim že, ampak malo jih je kapiralo, kaj jaz govorim. Zdaj, ko sem v penziji, pa imam cajta še več, zdaj sem se odločil, da pa krenem na vse in zato je tudi tu danes vidimo angleški prevod, ne. Tako, zakaj angleški prevod? Stane, boste prodrli na tuje trge? Ja, no, na trge že tudi, ampak meni ne gre za tržišče, ampak gre za, da dam informacijo ljudem v najširšem smislu. Angleščina je prvi jezik na svetovnem, ne, to zastopi mnogo ljudi in bom probal priti na Google Book, če bo način, no, pač v taki fizični izdaji že ne, a pa tudi, če bo kdo želel, kako se bojo zadeve razvijale, ampak... Skratka, prevesti v en univerzalni jezik, a ne? Ja, to je zdaj narejeno, če bo treba, potem naprej bomo videli še druge jezike, ampak vse v internetni izdaji, no, danes je to moderno, ne. Tako, danes se tako bere, ja. Mladina, ja, starejši, glih ne, no, ampak starejši tek ne bomo več nič naredili pametnega. Mladina mora ugotoviti, o čem jaz govorim, in to potem začeti izvajati oziroma od politikov zahtevati. Ker če je kapital države v lasti ljudstva, pomeni vseh državljanov, ne, in če imam jaz kot fizični, kot državljan kapital, mora imeti, ampak no, še nekaj moramo poudariti najprej, ne. Na osnovi česa smo lahko, imamo glasovalno pravico samo en glas, ne. Ja, en človek, en glas. To je, ja, politično je, to tako izgleda, tudi v ustavi tako piše, ampak če pa ekonomsko pogledamo, en glas lahko ima ena skupina delničar, vsak samo eden, samo če ima po eno delnico. Pa čist nič drugače, ne, pa še prenosljiva medsebojno ne more biti, da bi lahko en kupil, pa bi imel dva glasa. To je neprenosljiva, ne, delnica države, se tudi tak naslov obstaja tudi, je pač, ko sem gledal pa spraševal, kak naslov bi naj, oziroma podnaslov gor dal, ali pa vsak naslov ekstra, zdrava država, oziroma zdrava sova, ali delnica države, ali kaj, ampak na koncu je taka enotna oblika, ker nekaj je pomembno, ne.
tudi za zdravje posameznika je to vprašanje, čigava je država bolj pomembno od moje odkriti zdrava sov, ker v Čemevic 10.000 ljudi v Sloveniji je recimo prebralo že v fizični obliki to, ampak to je tako majhen odstotek ljudi, tisti, ko so prebrali knjigo, pa razumejo, pa imajo sov, se že lahko izognejo tistim, kar jaz noter v prvem delu knjige pišem. Tako. Verjetno je tista sol potem samo nadgradnja, ne? Vsega. V globalu je treba poskrbeti dejansko za vsak dan, ne? Ja, za življenje v naši državi. Ja, in to čim širša populacija oziroma vsi državljani, in v tem je hec vsega. Ker pa državljani oblasti ne kontroliramo z kontrolno dividendo iz delnice države, potem razni lobiji predlagajo vse sorte, ker zakone, predpise sprejemajo politiki, vlada, no pa parlament. Ne? Tako. In, ljudje, ki so bili izvoljeni z naše strani. Tako, ja, ki smo jih pooblastili, da delajo v naše dobro. Upravljajo, ja, tisto mestno skupščina. No pa se, če si zamislim eno delniško družbo, rečemo tako. No, ja, recimo, deva na en primer, no, ja, povedati. Ja, primer ena delniška družba, malo večja, so tako vse po kapitalu večje, kot pa je Slovenija, recimo take multinacionalke, ne. Ampak, ja, se zberejo lastniki kapitala, delničarji, ne, in izvolijo, na skupščini se zberejo in izvolijo nadzorni odbor, ne. To bi bil parlament, če to prevedemo v politični sistem, ampak vse čisto nobene razlike ni med upravljanjem neke delniške družbe ali pa tudi podjetja in upravljanjem države. Si izvolijo upravni odbor, pač kakor ga že imenuje, tisti organ, ki je identičen parlamentu, ta pa imenuje potem direktorja družbe. To je pa v primeru države vlada, ne. Čisto enostavno in nič ni treba filozofirati, kaj je, kaj ni, pa država je nekaj več, pa ne vem, država, to sem jaz, pa vse sorte je bilo. No in potem se dela v dobro podjetja, torej v dobro države, kaj pa potem finance? Se nič ne dela, lastnik čisto nič ne dela v dobro svoje firme, v tem smislu, da bi nekaj delal, pa zaposlen tam bil, nič, sploh ni mus, ne, če je slučajno je drugo. Lastnik samo upravlja državo, podjetje na ta način, delniške družbe, da imenuje prave ljudi, to je ta upravni odbor, ali kako mu že rečemo, oni pa naprej, ali pa če so manjše direktno, da imenuje tudi direktorja, ne, potem potrjuje dobre programe, nič fizično ne delajo lastniki v tem smislu. No, ampak nek dobiček pa potem mora priti, ne, od teh ljudi, ki delajo, ne? Ja, seveda, ja, tisto ja, delavci, zaposleni, pa seveda, tu pa ja. To sem imela, ja. Ja, no, seveda, nič ne nastane, to je sigurno. Ampak delavci so tudi istočasno lastniki kapitala, so tudi državljani, ne. Tako, ja. To pišem v knjigi tudi ta del, ko se tako mučijo, soupravljanje, ne. To je čisto prava stvar, ampak temelj soupravljanja je lahko samo v kapitalu, tistem, ko pravim, v eni delnici, in da, ker še malo bolj, da bo še bolj razumljivo, ja. Vsaka država je bila, bo in je podjetje, tako pravim, ne. Ja. In lastnik imenuje direktorja, pa programe potrjuje in potem na osnovi tega ustanavlja, pa če si zamislimo kralja, ne, oziroma podelil grofije, vse sorte, no, pa kaj to pomeni? Država je lastnik vsake tega podjetja, tudi, ker brez države vi podjetja ne morete čisto navadnega SP-ja ne ustanoviti, ker je vse z zakonom določeno, kaj država zahteva od ustanovitelja podjetja. In če države ni, potem zakonov ne more biti, ne? Ja, če ne bi bilo, seveda, samo ni več na svetu človeka, skoraj razen nekakih džungla, da ne bi bil državljan neke države, ne. To je bilo včasih že mogoče tako. Zato pa bolj, ko gre razvoj naprej, bolj to postaje jasno, da države študirati, premišljevati, upravljati ne može več kot podjetja. Amen. In no, to pomeni, da je tudi solastnik vsake privatne firme država v enem delu, ne. Jeseni več pa ne je moglo davko na dobiček pobirati. Ker davek na dobiček je v resnici lastniška dividenda države v tisti firmi, ne.
Vse druge osnove ni, kar tako si izmisliti. Država je lastnik, tihi partner vsakega podjetja, ker mu pogoje postavlja, ima pravico kontrolirati vse, ne, davkarijo, to nekaj, kakšne tajne tam imate. Ja, no, to je isto, kot pa lastnik. Se pravi, nikdar nismo mi samo mi lastniki podjetja, ne? Ne, kot fizično oseba, noben kapitalist ni samo v resnici lastnik podjetja, se ne more z njim narediti kar če, ne. Tako da, če pa še gremo bolj, recimo, tam, kjer je pa država tudi, ne samo tihi solastnik, tudi dejanski, to, kar je danes v Sloveniji še polovica. Ja, državnih firm, ne. Ja, je pa še tako bolj to jasno, ne. Ampak, kaj trdim jaz, soupravljanje delavcev lahko temelji točno na tem, da je država solastnik vsake firme in pooblasti delavce, da soupravljajo, ne. Ona lahko država čisto komot, ne. Ampak je pa nekaj druga, naigravati jih pa ne more na ta način, da bo lastniku firme vzela del dobička pa dala delavcem. Tega filma nihče ne vidi, ga tudi bi bilo tudi neresno, ne, ampak davek na dobiček, ki ga kot dividendo pobira, pa lahko država da komur hoče. Državljani lahko odločijo, komu bodo dali, ne. Tako. Mi. Tako. Ja. In to je čisto enostavna zadeva. Lahko pooblastijo, da bi, ne vem, pol davka na dobiček šel za nagrado za soupravljanje delavcev v konkretni firmi od konkretnega dobička, konkretnega davka konkretne firme, ne. Če ima tista firma izgubo, nema ništa od tega, ne. Tako. Recimo. Ja, če bi bilo to tako, da ne. Ja, in ostalo pa potem vsakmu državljanu kontrolna dividenda vsak mesec iz davka na dobiček in potem se sistem celoten ujame. Sinoči, recimo, sem gledal na TV1 razpravo, kaj so že Tarča, kaj so te oddaje, o univerzalnem temeljnem dohodku, ne, UTD. Kako so fantazirali, pa so bili profesori, pa ministrstva ta nova. Jaz sem to že razlagal tem ekonomistom, pa tem že pred, ne vem koliko, 10 let že več, no. Ampak se jih tudi ni prijelo, še ne vem, kje imajo zavoro v glavi, da ne zastopijo, kaj jaz pravim. No, politologi so rekli, pa bi bilo fajn 300 evrov so se imeli na mesec na državljana, ne. Ja, tako. Potem je pa, no, da Mencing je rekel, ja, to treba z davki pobrati in bilo diskusije, tako je konc. Brščič je bil tudi, ne, če ga poznate iz tega, pa Pribac, to so bili ti, pol je bil en, ne vem, podpredsednik sindikata, ali kaj že je, pa ministrica, ne vem, kako se piše ta nova, no, simpatična. In to so tako razpravljali, ne vem, kak namen je bil sploh te snoči, te oddaje, ampak zdaj, to je evropska pobuda, že, ne, se podpisuje. In zanimivo je, Pribac je to omenil, ja, da Slovenci najbolj v Evropi, največ podpisov smo zbrali za ta univerzalni, to je že nekaj... Temeljni dohodek, ne. Ja, tako je že fajn, samo to je kolhozništvo, ki nikoli ne bo uspelo. Da ti bo nekdo kar tako dal nekdo, se ne ve. Tista ideja za razpravo je že fajn, ampak čisto ne izhaja z nobene človekove pravice. Ker človekove pravice nima človek za tega, ker je človekove pravice človeku zagotavlja samo država, a ne drugi. Lahko, ne. To ni neka pravica, ki mi pripada, to je dogovorjene človekove pravice in ta UTD ne bi tudi bil, seveda se lepo sliši, da ne bi bil tako odvisen od tega, onega, ampak ravno sindikalisti v glasu, jako bojo to komponirali v kapitalisti, v stroške, bojo pa plače padle dol, ne. Bo pa spet problem. Ja, no, ne gre, da boš ti kar tak nekaj. Če ni, ne. Če hočeš nekomu dati, moraš nekomu vzeti. Nekomu vzeti, ja. Zato je pa tole zdaj aktualna, jaz skozi isto govorim. Nič tak tala za stojn kolhozniško pobirati tistim, ko imajo, pa onim dajati, ko nimajo, tako po Robin Hoodsko, ne. Ker to ne gre. Tako je ta naredil zdaj, ko je maznut milijon, ne. Neč tako pa talo, ne vem komu. Ne to. Treba je izhajati točno iz temelja, iz tega vprašanja temeljnega. Čigava je država. Na to si je treba najprej ugotoviti in pol vse pade samo
Samo po sebi se bo razpletlo, ne? Ja, točno Ampak to. Stane, vi se že, na primer, to sprašujete kar nekaj časa, ne? Jo, 30 let. Verjetno niste edini, ki se sprašuje to. Ja, sem ampak bolj tisti pa, edini, ki že. bi lahko nekako naredili, to pa Ta jih pa ni, ne? Ja, še bremzajo. Recimo predsednik države meni posvet prejšnji, ne, o viziji, pa to. Pa Pahor to poznamo, že, to sem jaz takim politikom. Že predstavili, ne? Ja, ampak upam, da me bo enkrat povabil noter na te diskusije, če jih bo še naprej imel. Se povabite Ker, sami. ja, ne, pa tak, ja. Protestniki tudi danes poslušajo, ne zahtevajo predčasne volitve, pa pravno državo, pa ono vse. To ni vse skupaj figa. Treba je zahtevati točno to. Ja. Delnice države pa kontrolno dividendo iz nje in tako se lahko začne potem kontrolirati. Tistemu, pa ne pohleb to, motivu podjetnikov, pa vsakega po čim več, ne, je treba uravnotežje spraviti z vsem ljudstvom, z vsemi državljani. Jaz tudi, kot navadno državljan, hočem čim več, med ne čim manj, ne. Ja, ampak zdaj, ker pa tega davka na dobiček se ne razdeljuje tako in bi šel direktno potrošnjo, ne, potem je pa nastaja, pa pride kraje, se niti so kraje, niso kraje, zdaj na zapadu ne moreš reči, da kradejo, pa se isto dogaja, ne. Ja, ja. Ker ko se bilanca naredi, ko se davek iz dobička izračuna oziroma sploh, to je denar, ki pokriva že proizvedeno blago. To ni kaj. In pol, če ti tistega ne razdeliš potrošnikom, ampak samo ozki skupini ljudi, ki povprašuje čist po nekem drugem, ko pa je dejansko bilo proizvedeno blago vsega, ne. Pa ostaja na zalogi in nastajajo krize ekonomske. To je tudi čisto, vse postane kristalno jasno, če odgovoriš pravilno na to vprašanje, čigava je država. No, to sem zdaj rekel, sem se pripravil na oddajo, pa tako drugače. Glih včeraj, da tako malo sprašujem, kaj ti misliš, čigava je država? Eni to, eni sem, en je pa tako iz topa odgovoril, od lopovov. Ja. No, sej je v javnosti, pa v počutju večine je mišljenje, ne, ampak je napačno, ker lastniki države smo državljani. To se mora vsak pri sebi tudi vprašati, kako budalost, ne, skam zdaj onega krivil za lopova, če pa sam nočem dividende imeti, da bi imel informacije, kako bom jaz lahko upravljal državo na volitvah, ne pa referendumih. Tako. Ja, to tisto nič kaj lopovi, kaj to je najlažji odgovor. Pa vsi se bunijo, pa se derejo. Že to ni nič, ne. Nihče pa ne bi, ne? Ja, nihče pa ne bi. Naredil česa. Ja, ker se da, ne vem, Stane, marsikdo pravi, pa sej ne moremo nič, ne? Ja, ne, seveda na tak način ne, ja, pa ne nič. To je treba narediti, pa bo čisto vse zašpilalo. Ker pa še nekaj je, ne, odgovornost za obveznosti države, pa imamo vsi državljani solidarno. Če pride trojka, recimo, Bog ne daj, ne? Ne, Bog ne daj. Ja, zato je treba na prvi šus sprejeti to, kar jaz pravim, kontrolno dividendo delnice države, ne, potem pa čisto vseeno, kdo bo direktorja v špilu. Ali trojka, ali vlada, ali kdo. Ker vsi bi gledali, dobiček se mora povečati nasproti stroškom. To je logično, ne? To lahko kredite vračaš vse, drugače pa ne moreš, ne. Iz nič in tako, samo to je treba narediti, ne pa tuliti po ulicah, pa predčasne volitve, pa vsake 5 minut volitve. To sploh ni pravi cilj. No, saj zanimivo vprašanje, čigava je država in kako se upravlja, je tudi to, imamo dva sistema, ne, imamo predsedniški sistem, kjer je predsednik države tudi predsednik vlade, istočasno. Ja, ampak ima mandat, ne. Predsedniki držav imajo mandate, tam študij, samo naš nima nobene funkcije, take operativne. Predsedniki vlad, parlamentarnih, nisete parlamentarne so vse, ampak ne predsedniških, ampak teh pa nimajo mandata omejenega, ne. So lahko, zato so pa take borbe za oblast, ne. Če bi bil mandat jasen, tudi predsednik vlade, oziroma kar parlament, imate en mandat ali dva mandata, pa fertik. Vse pri nas imamo pa predčasne volitve. Teh povezav nastajajo, ki jih zdaj tako vsi preganjajo, bi postalo vse mnogo bolj enostavno in mnogo bolj pregledno. Se pravi, država od vseh nas državljanov
Pa je bila kdaj, se je kdaj videlo, da je to od nas državljanov, ne vem, v no, prejšnjih časih morda? Ni se videlo na ta čez kontrolno dividendo, ampak nekaj pa je res, ne pa makar reče, kdo hoče. Zato sem napisal v Kordelju pa Titu, pa če tudi dobimo v kor, ne. Takrat v osnovni šoli, pa zdaj isto trdim. Samoupravljanje je pa dokazovalo v enem smislu, da smo lastniki države, državljani, ne, ker smo imeli samoupravljanje, ali pa so podjetij, pa občin tudi, ne, pa vsega. Problem je samo to bil, da je pa kapo držala partija, ne. To. Ne pa resnično skozi tak sistem, ki ga jaz predlagam, ne predlagam, to je samo iz sebe izhaja. Razmišljate o njem, ne, to je vaše mnenje. In zato je tudi sistem špilil, dokler nista umrla Tito in Kardelj, ne, potem se je pa začelo vse. Razpletati v napačnem smeru. Potem so se pa začeli spraševati politiki, čigava je država, Slovenija, Bosna, ono, tako so razturili Jugoslavijo bolj. In samo do osamosvojitve, naprej se pa več nisem spraševal, čigava je država. Takrat so vsi spraševali, čigava je Slovenija, da ni, oziroma da je pač samostojna na temo tega pravice do odcepitve in tako naprej. Ja, sej. To ja, ne, ampak in kaj smo naredili v resnici takrat pa potem z ustanovitvijo? Ustanovni kapital je to vsake države. Ampak če gledamo bilanco, računovodsko knjigovodstvo, ne, kot je potrebno gledati, ker država se drugače sploh ne da poročevati, država je podjetje, amen. Ustanovitveni kapital vsake države je bil na začetku in je še danes njen teritorij. To je tisti, ne osnovni, ustanovitveni kapital, brez teritorija države ni, ne. Nekje mora biti stacionirana, ne. Zato pa, ker pa se, no, kako se pa čuvamo teritorij, vsi čuvamo z vojaki, ne, tako se tudi nastale, ampak teritorij čuvajo tudi ostala živa bitja, ne, mravlje svoj teritorij. In se ne medsebojno žrejo, pobijajo mravlje z mravljo za tisti teritorij, ko ga imajo. Ne, samo človek še ni mu kalno v glavo, da se en drugega ubijamo, zaščitimo teritorij, kar ni bilo nobene potrebe, ne. Tako da ja, tema je široka oziroma... Delnice države, vse to tudi torej v knjigi. Morda gledalkam, gledalcem poveva, kje knjigo lahko dobijo, na kak način. Jaz jo sicer držim v rokah, lahko pa jo tudi berejo z interneta. Seveda, v vseh knjigarnah, knjižnicah, tudi že po stari naslov. Ker vsebina je enaka, samo naslov je zdaj poudarek, je dan na tem. Tako da na internetu je brezplačna, pač kdor ima internet, tako da ni problem. Razmišljanje vaše je na voljo, ne? Je na voljo, ampak nekaj je čudno, no, okrog zdravja se ljudje več zanimajo, pa bolj jih to žuli. Kot pa to, kar jaz pravim, tisti drugi del knjige, čigava je država, pa kaj je država, pa tako naprej. Ker pa posledično je zdravje odvisno točno od tega vprašanja, to, kar sem na začetku rekel, politike, parlamenti, vlade sprejemajo predpise, če jih nihče ne kontrolira lastniško, tako kot ena delniška družba, sigurno ne bo dovolila direktore, da bi predlagal ali pa nekaj začel en program, ki bi celo njim škodo delal, ne. Kar se v državi dogaja. Tako pravim, niso nič krivi farmacevti, ne oni, ne levi, desni, samo na koncu smo krivi državljani, ne. Ker nočemo, ne želimo očitno kontrolirati svoje izvoljenih predstavnikov, tako vsak kapitalist kontrolira svojega povlačenca, ko ga pač pravico imamo, konec koncev. Seveda pravico imamo, ja, in bi se potem čisto drugače, potem tudi, recimo, ta tema je tudi odprta že dolgo časa, kako doseči rast, brez rasti, kako se lahko razvija svet, pač svet. Je čisto enostavno, saj, da pride do dobička, ni treba, da se rast BDP veča, ne. Samo delitveno razmerje mora biti pravo, ker dobiček je seme reprodukcije vsega, tudi družbene, tudi države, ne, ni kaj. Dobiček mora biti in kapitalizem v tem smislu je čisto prava stvar, ampak je v resnici
kapitalizem samo polovičen, ker ne samo naša država, vse države tam okrog polovice družbenega produkta upravljajo točno spet politiki, nikomu odgovorni. To so statistiki kažejo, ne? Nič kapitalisti ne upravljajo vsega, pol, ja, tiste svoje. Pol pa država pobere z davki raznimi, ne? In upravlja potem, upravljajo vlade, parlamenti, en, ko je malo bolj, ima kaj v glavi lepše, upravlja to v tem smislu, da v korist državljanov, drugi v korist svojega žepa, kar je najpogosteje, ne? Stane, ko bomo ljudje odgovorili, ne, ko ste rekli, ste malo spraševali, ne, čigava je država, pa ni bilo ravno veliko pravilnih odgovorov po vaše, ne, seveda govoriva spet v vaši knjigi. Reče, smo državljani, samo... Ja, ampak kdaj recimo, ko bomo ljudje rekli, da je država naša, da smo tudi mi državljanke, državljani, lastniki, solastniki naše države, da država obstaja zaradi nas. Kaj pa potem? Ja, potem pa nič, te protestniki bi to mogli zasejati med vsemi svojimi fantazijami, ko jih pijejo pa tak naprej. To bi prava prilika, je točno, zdaj samo to je treba postaviti, nič v ustavi zapisati, tam pri 3. členu, ko piše v oblasti ima ljudstvo, ker je oblast, nič kaj druga, pravim v političnem smislu beseda oblast, v ekonomskem ne pomeni nič kot pa last. Ker je ekonomija, politika, to je ena in ista stvar, samo jezik je drugačen. Tako da ja, zdaj ali pa da bi vlada predlagala to, ne? V parlamentu. Težko, verjetno, ne? Težko, nič ni težko, zdaj, ko je stiska vse, ker zdaj, evo, Bratuškova, fino, prva dama, ne, v Sloveniji, a pa že Jugoslavija, pa dolž nazaj, ženske ni bilo, ne? Ona bi morala samo izjaviti nekaj, da bo tako državo vodila, kot je Thatcherjeva, ne, kot gospodinja. Ja, ona je tako izjavila, ne, kot gospodinja, ja, kot gospodinstvo. Ampak če rečeš gospodinstvo, je opet podjetje. Ona je vodila državo kot podjetje Thatcherjeva, ja. Samo, od nje smo to čuli, od našega ne, ampak je pa tako izjavo dal, da bo državo vodil kot podjetje, če bo izvoljen Janković na zadnjih volitvah, ne. Ampak nič ni rekel, kot direktor, ja, ampak ni pa povedal, koga si predstavlja za lastnika, ne. Ali sebe, ali ljudstvo. Ali ljudstvo, ne. Ja, no, vse, v tem je vic, ne. Vse Thatcherjeve tudi, nisi sebe predstavljal, ampak en del politike, liberalnih, onih, no. Ja, to ni pravilno, moraš. Lastniki države smo vsi, kakšnokoli ima kdo prepričanje, filozofsko ali ono, kapital, denar ne pozna prepričanja. Kaj pa bi potem mi, ko bi to dejstvo, da smo lastniki države, da država zaradi nas obstaja, kaj bi potem ljudje od tega imeli? Ja, imeli bi mesečno dividendo in to pravim, ne, kaj tako UTD, vsak ima ne vem kaj za šenk, odkot vzeti. Davek na dobiček je tista dividenda, ne, države, pa potem lastnikov države. In zdaj tudi iz tega stališča je idealna prilika. Zdaj študirajo, bi DDV dvignili ali ga ne bi, ali kaj bi, ja, čisto prav je DDV dvigniti, pa ne več, kot pa toliko, da bo pokril izpad proračunskih prihodkov, ki se zdaj stekajo iz davka na dobiček, ne. To nižanje davka na dobiček je tudi tak, to točno kontraproduktivno. No kaj, te cone, Cipr, pa ko je zdaj pregledanje, tam davka na dobiček skoraj ni bilo nič, ne. Tako da nizka stopnja davka na dobiček ne da nikomu, ama čisto nič. Jaz vem, sem po Belorusiji, pa tam, če si firmo dojel odprl na novo, ni bilo 3 leta davka na dobiček nič, ampak se tam na drugi strani upali, da nič od tega bomo davčne olajšave, iz davka na dobiček. Nemo, ko bom, morajo pa najprej državljane vprašati, če hoče kaj takega, ampak to vedno ne bi predstavil, zakaj bi jaz neke olajšave. Drugo pa je vlaganja in tako naprej, ne, ampak tisto tudi ne more biti brezplačno. Če država neko podjetje dokapitalizira, mora lastnik postati tudi tisti, ki dela kapitala, ne. Nekaj je rešenk, kar se je dogajalo celo. Že prej, ne? Ja. Pa nas je verjetno tudi to pripeljalo do današnje situacije. 100%, ja. Stane, pravice, dolžnosti, recimo potem nas, čigar država je, ne?
Zdaj tak na dolžnosti v resnici lastnik nima nobene, razen da zgubi kapital, ne, ampak dolžnost. Izhaja ne dolžnost, ampak zdrava pamet državljanov pove, da more upravljati državo, ni mu dolžnost, ampak po zdravi pameti tako, da ne bo zgube, da bo prišlo tako daleč, da bo mogla, da pride do problema, da že posežejo upniki, bi radi posegli po teritoriju, nekaj nima kaj druga vzeti. Pa vojna nastane. To so bile Se pravi, da vojne ne samo bi iz tega. države spravili v Tako da ja, bankrot, ne? ima pravico, ne. Dolžnosti nima sicer nobene, ampak če ima kaj soli v glavi, Zdrava pamet bo bi to lahko vzel, dobila, ja, kot dolžnost svojo osebno, da čim bolj na volitvah izbiraš, kakšne programe ti ponujajo, kdo bi bil boljši, ne. Kateri parlamentarci, ne kar tako, kdo lepše pleše, pa kdo ima lepšo frizuro, pa take štose. Ja, ampak državljani nimamo ekonomskega kriterija, indikatorja in ne vemo, kaj se dogaja, ne. Tako bi pa točno vedel vsak mesec. Ker brez rasti gospodarstva oziroma dobička firm ne bo čisto nič, ne. Tako. Danes je vse v bankrotu, vse na stečaji, ne, to je tudi škoda taka. Podjetja, ki so bila nekoč... To je bila osnovna napaka na začetku, Peterletova, Drnovškova, jaz sem se takrat bunil, jaz se že bunim 30 let, jaz pravim že to. Titor ne razlagal, ampak je bil na tisti skupščini, ne skupščini, kaj je že bil, kongres sindikatov, ne, pa vsem ostalim, samo vsem je tak noben ni razumel nič. Takrat na srečo, ker takrat je bilo prepovedano o kakšnem kapitalu, delničarstvu, dobičku govoriti. Zdaj smo rekli, tisto obdobje je bilo, smo sprejeli novo ustavo, pa združeno delo, pa tozde, pa sozde, ne, pa tako. Nisi smel reči, da je to s podjetjem, organizacija združenega dela, no, ampak. Ampak to je bilo 30 let nazaj, ne? Ja, Zdaj bi še se časi morali spremeniti že na bolje. Seveda. No, in pravim, napaka ta, prva, da smo šli, da so parlament sprejel zakon, ne da bi koga, to bi mogel biti najmanj referendum, ne, da so šli certifikate razdeliti. To so razdelili premoženje države, ker certifikati so se potem pretvorili v delnice firm, ne. Zastonji smo jih dobili, noben ni vedel, zakaj. Ja, to so potem pokupili nekateri za kopejke, ali kaj bi že rekli, kaj so bile takrat že tolarji. No, in tako so nastali ti prvi tajkuni, danes jim rečemo. Samo zakaj ne bi en pameten človek takrat vzel, če bi mu nekdo kaj šenko? Ne boš mi reči, da je bil tajkun ali lopov, ali kaj, pa kaj je bil lopov? Pač vzel je to, kar mu je politika ponudila. Zakaj pa ne bi? Tako da tudi vsi ti današnji tajkuni, to so politiki to naštimali. Zopet, ne, vsak sam ne bi mogel čisto nič narediti, ne, firma, tako si vzeti, kje, kak Šrot, Bavčar, ali kjerkoli že moji, kaj so že oni. Nič ni mogel, to me politika dopustila preko zakonov, še pozivali so jih, država je slaba gospodar, bi že dal jim, seveda, zato ker nima sama gospodarja, je slab gospodar. Jo, seveda, če bi eno podjetje, kar je tako nemogoče, da nima lastnika, če ga ne imel, ne, tako podjetje ne more gospodariti nič, ne bo crknilo v parih potezah. Stane, lahko potem mi spravimo državo v bankrot ali ne, če bi recimo dobili to delnico države? Ne, v tem smislu bankrot že, da je insolventnost pa tako naprej, ampak ne more pa država iti v stečaj, ne, ravno zaradi tega, ker je teritorij države, kapital države je pokrit v teritoriju, ja. In to nikjer na svetu ni deljivo, brez vojne. Tako da v tisti čisti stečaj, da bi rekel, zdaj pa poberite vse, tudi teritorij, pa se mi državljani vseh pufov znebimo tega, ne bo pa tega tudi ne bi dopustili ljudje, no, mislim, potem, ker nihče tega ne dopusti. To je nekako vsidrano v, no, tako pa živali, se pravi, ni nobena vrsta ne popusti drugi brez borbe svoj teritorij, ki ga zaseda. Zdaj ta čisto ista pesem. Tako. Mi pa bi tako ali tako skrbeli, da ne bi do tega prišlo, ne? Sploh, če bi bili stimulirani strani potem, ne? Ja, seveda, ker bi mi vse, no, ali pa tudi zdajle ukrepe vlada sicer v pravi smeri, vse je ono v redu, ampak jih je pa treba potem na koncu parlament potrditi, pa potem ljudstvo zadnje, kaj bo tudi reklo, zdaj še je referendum, ne, lahko se smisli en referendum, pa spet referendumsko pobudo. In zato bi bilo treba na začetku, zdajle, takoj, no,
skupaj s fiskalnim pravilom, recimo, ali pa obenem sprejet zakon o kontrolni dividendi, kako bi že rekli, se to da, da bi lahko potem vlada, finančni minister bi kar računico naredil. Če bomo te ukrepe sprejeli, bo dividenda zrasla za toliko. Če jih ne bomo, bo za toliko padla. To je čista matematika, čista ekonomija. No. In potem se odločamo, kaj želimo. Predlog mora biti pa tak, da veš, da večina državljanov ne bo na slabšem. Ne? Ja. No, ampak večina državljanov je danes že 80% tistih. No. Ne smeš take ukrepe sprejemati, recimo, da dvignejo samo DDV, ne? Ja, pa porko špin, to se pravi cene bo izrasle, ne? Ja. Pa tisto, da je čist na tleh, bo tako proti, da bo sami. In tista dividenda mesečna mora vse tistim slojem najnižjim to razliko pokriti, da niso na slabšem, ker na slabšem, ko se zdaj, tak ne more biti več. In v tem je tudi ta socialna prednost dividende. To pa je tako prvo, kar je treba, ne? Ja, seveda. Treba je razpone generalno znižati, če čisto po domače rečem matematično. Kako ti razpone od 1 do 10 recimo znižaš na 1:5, tako da vsakemu daš toliko enako zraven, ne? Dividenda je pa za vse enaka. Ker če imamo delnico, je moja dividenda enaka vaši, ne, mesečno. Tako? Tako da v tem je vid, da so se razponi tako pasje raztegnili, poleg vsega ostalega, da je zdaj, ko pa, ker pišemo, pa smo že tudi razlagali, ne, cena je pa vsota vseh plač in dobičkov v konkurentnem produktu, ne, in seveda, če imajo take razpone, ne, da bi se produktivnost povečala, je seveda se dobiček manjša, do izgube. Tako. Enostavno kot pasol. In jaz bom potrudil prepričati ekonomist, ne vem koga, matematika, ampak logika je tako enostavna, da je skoraj neverjetna. Tako kot je zdrava so učinki njeni, tako je enostavni, da skoraj niso verjetni. Tako da marsikdo... Ampak tole bi pa rad, vsaj nekaj parta glavnih gor bi pa lahko razumeli noter, ker to ni težko razumeti, čigava je država. Moraš je samo proučevati kot podjetje, pa ti je čisto vse jasno. Na kak način, Stane, ste že morda pristopili k ljudem, ne vem, vlada, državni zbor, ste že? Na vse možne načine, pa smo v 30 letih, pa še več, vete, da od tistega kongresa naprej, ne, pa potem še kje, no, nekaj sem že tam, ko sem v firmi, ko sem delal, mi smo si dobiček, delavci, ne, enkrat na leto delili vsi enako. Je bil pameten direktor računovod, je bil star kapitalist, katolik, težek, ampak to je v redu. In je delal bilance vedno tudi dobiček, kar se ne bi javno, na SDK nisi mogel dati bilanco dobička, ostane čistega dohodka, pa tak si je sicer Kardelj to namislil, ampak vsaka mu čast, nekaj pa je ugotovil, ne, njegovo družbena lastnina. No, jaz sem se, ko sem se pripravil na kongres, pravim sem se najavil Kardelju, sem bil na obisk, ker sem ga hotel vprašati, kaj si on predstavlja s to družbeno lastnino. Jaz sem hotel razložiti, kaj si jaz predstavljam, ne. Kaj je sploh lahko bilo v družbeni lasti vseh državljanov Jugoslavije? Ni živela kot kapital podjetja država. Niso bile fabrike v lasti državljanov, kako, nemogoče, ne. To je v lasti vseh, je bil lahko in je tudi dejansko bi bil, če bi tako računovodsko vodili, samo kapital podjetja država, tako danes v Sloveniji, čista figa. In Kardelj enkrat, ko bo se tako preučevalo pa malo bolj, je to, ne samo on je bil trd marksist, ne, in tam verjetno sploh ni v glavo šlo koncept, da bi to bilo, da bi sploh kako tak izraz uporabil. Ampak družbena lastnina, no, kaj so po naši pameti, družbeno lastnino so podržavili. Država je po državljanov, to je same bedarije, no. V cilju tega, da bi lahko, če smo tako nesramni, tako je on je rekel, lopovi imajo državo, ne. Ja, če to tako vzamemo, pa tako vse poteze premislimo, je lahko tudi to, ne, da je nekdo, no, naši politiki ne, ampak Jeffrey Sachs, ki je to predlagal, Amerikanc, ne, ekonomist, to certifikate za šenk. To je lopovska poteza, da smo se potem spraševali,
čigava se podjetja, ne čigava je država. Ne. In to je vse v knjigi opisujem. Na kratko in pa takrat, ko ste se obrnili na oblast, no, pa recimo tako, ne, je bilo vsaj kaj odziva, ne vem, je bil kdo morda, ki pa je začel malo razmišljati, čeprav odziva očitno ni bilo, ne, če ni. Bi bilo fajn, ampak verjetno komu pa se je zdela ta ideja dobra, ne? Ja, že v takih privatnih diskusijah, no se tudi meni ni zdela slaba takrat, ko so bile volitve 2000 leta, se mi zdi, še bil on član neke stranke demokratske, pač tiste, no. Ja, pa so že na kongresu sprejeli, da bo to šlo kot kako se reče, volilna točka, ali kaj je že, no, osnovna, ampak pol je pa nekako posredoval, da to ne vem, razloga ne vem, ampak pravim, ko sem ga sinoči gledal, sem se na to spomnil, sem rekel, pa kak, a ne imaš vse zdaj zviniti resnice? Ekonomist. Kako lahko govori, karkoli drugo o državi, a o tem UTD, no to je dobro rekel, ja, če hočeš UTD, moraš davke dvigniti, nekaj moraš vzeti, no. Nekje je treba, ja, diskusije, kar konc, ne, to ja. Ampak pravim, no, njega bom že probal še, zdaj ga malo. Se pravi, vsekakor obupali niste, ne, nikakor ne. To je moja bolj priljubljena tema, kot pa ona, no, ker ona, ni tema, to se mi je zgodilo in to sem odkril. So je dejansko, ne, stvar. Ja, stvar, to pa seveda, takrat sem bil 30 let star, to je. So je stvar, ki vas je prepričala in ki daje pozitivne rezultate, tole pa še čakate, ne? Ja, to pa zdaj, pa se pravim, da ni kaj, zdaj pravim, to bo šlo na YouTube, pa tak naprej, pa prevod, pa naše parlamentarce. Zdaj imajo idealno priliko, samo zdaj so tako klinčev, kako si bojo razdelili državnih ali nekdo upravljalo, vse si jih poslušate, tako vidijo, kako je, ne. Silni interesi so, ne? Ja. Čisto taki lastniški, ja, seveda, zato pa je on rekel lopovi, v tem smislu, ja. Je takšno mnenje ljudi, ja. Stane, kaj se bo moralo zgoditi, da bomo ljudje pa zagotovo rekli, da smo mi solastniki države? Ja, kaj se bo moralo zgoditi? Kdaj bo to? Ja, to je lahko že kar jutri. Ja, se lahko sistem tako hitro poruši? Ja, ne, ja, seveda, zdaj, ko bo vlada prišla z ukrepi, vem, ne. To bo že, no pa kaj sindikalisti, sindikat, kaj že, ja, plače znižati, kaj že, ne. No, tudi policijski bodo zdaj, ne. Ja, no, pa to bo takoj v luftu vse, ampak brez nižanja stroškov ne bo dobiček večji, ampak to je narobe, kar jaz pravim. Nelinearno, DDV dvigniti, pa ti cene dvigneš, a pa na drug način, no, se tudi, kaj pa, ne samo DDV, kaj pa je prejšnja vlada, pa tudi ta, trošarine, ne, se ta davek na cukor se izmisli za sladke pijače, kar se točno slepcu vidi, da ne gre za zdravje otrok, pa ne pa za denar, ki ga ni, ne, ki je za tistih par centov, kolikor bo tiste pofarbane vode več koštale, ne bo nič otroci manj šli, vse to je tudi malo, seveda si škodo delajo, pa njihovi starši jim delajo škodo s tem, samo s takim ukrepom tega ne bojo nič, gre za denar, ne za kako misel na zdravje. No, in zdaj, ko bo program zunaj, vsak cajt bo, verjetno, bo revolt že tu, na tej strani, ne, domači, sindikalni, pa še kakvi drugi penzionistični, no, sploh ne take, če bojo še spet kaj takega predlagali, kar je prejšnja vlada, pa da je pol ustavno sodišče razveljavilo, same bedarije, no. Tako da ja, če pa pride, pa se to ne ponesreči, pa da ne naredimo to, kar res pravim, pride trojka, pa revolucija, ker bo pa res kriza, no, kaj pa Grki, pa Ciprčani, pa Španci, pa to. No, kako mislite, ja. Štrajkajo vsak dan. Ja, kako pa mislite, da se imajo zdaj Grki pa Ciprčani? Ja, slabo. Ja, se vam zdi? Tista večina, ja, tista večina že je slabo. Relativno slabše kot prej, vse to je važno. Ne, ja se vam jaz slabo, relativno se vam slabše, kot sem se imel prej, ne, in to nobenemu ni, da ima manj, kot pa da bi imel več, ne, pa vse enako. To ni v geniji človeka, to samo podevanje celo, da bi rajši imel manj, a pa kaj tak še enkov nekom, to ni res, ne. Stremimo po še, ne, vedno ja, pa seveda, pa vse to je čisto naravno, samo pravim, treba to stremljenje poveč tudi omogočiti vsem državljanom, no, ne samo eni eliti. Ja, ampak Stane, zdaj vas ne vprašam,
ko se pogovarjamo z ljudmi, ne, se vam zdi, da smo zdaj v zadnjih letih pa predobro živeli, da smo malo razvajeni, da bi radi, vse nam je bilo na dosegu rok, včasih tega ni bilo, še 10-20 let nazaj, kar ni tako dolgo nazaj, je bilo težko dobiti, ne, nekatere stvari zdaj imamo po 5 vrst teh stvari. To je tudi verjetno malo, ljudje smo tudi malo sami krivi, se vam zdi. Ja, no, ljudje tako je, seveda, sami smo krivi, samo se nismo zavedali, ker ni bilo kontrolne dividende, ampak kdaj se je začelo? Z prevzemom evra. Točno takrat je bilo denarja. Zdaj to, če tako vzamemo spet, da so lopovi vsi, ko imajo denar pa interes, ja, to je lahko bilo čisto lansirano strani Evrope tudi, pa kaj Nemci so dali kredite onim Grkom, tako kakor hočejo, zdaj so pa ampak ne grški državi v začetku, firmam pa bankam, ne. Zdaj so dosegli to, da, to kar pravim, na koncu je za obveznosti odgovoren vsi državljani, to solidarno. Zame, ki je zavzet, ne. Se pravi, ljudje pri sebi bomo morali najprej razčistiti, da bomo potem znali govoriti, ne, čigava je država. Ampak pravim, ja, da bomo imeli informacijo, prvo skozi kontrolno dividendo, tako kot vsak lastnik vsake firme to na tem edino lahko vidi, ne na čem drugem, ne. To, ja, drugače pa seveda, od tega, kdaj smo stopili v Evropo, kjer gore, 2-4? 5, kdaj že 2-5 ali kako? 2-4. Ali 2-4, no. Ja, od takrat se je začelo, no, Poljaki so bili bolj brihtni, še zdaj nimajo evra, ker je nekaj druga, ne. Poljaki si lahko zlote natisnejo, mi si moramo pa evre sposoditi. Tako. Ja, no, tako, sicer je tudi sistem, da si sposodijo sami od sebe, no, če bi tako vzeli, ampak to je bila napaka. V tem smislu, ja, da nismo takrat kontrolno dividendo uvedli, nekaj pa jaz trobim, pravim že. Takrat bi jo lahko, ne? Čisto se je vladal na Evropo, do Janševe, do predsednikom pa tako. Pa je prepozno ali ni? Ni, zato nikoli ni prepozno, ker na koncu demokracija nima več kam drugam skočiti kot vodilnico države. En glas imam, odkot? Eno delnico mora imeti, ne. Ni, pa tudi čisto ekonomsko, če gledamo, sama situacija, razvoj tehnologij pa tega bo pripeljal do tega, da vsega sproduciranega blaga ne bojo mogli ljudje kupovati iz plač samo, ker delavcev je vsak dan manj, to se tudi vidi, ne. Dobiček narašča, plače pa relativno padajo, ne, in bo treba začeti, kaj, a bo si mislite, da bojo kapitalisti začeli blago deliti nekomu, kar tako brezplačno se ga bojo znebili, to ne bojo, nekaj, to bi bil smrtni greh za, pa to si noben ne bi luknil v koleno več, kot da bo ženko nekaj, ne vemo. Čisto prav motiv, ampak ja, država, lastnik, samo na ta način se bo distribucija tudi blaga skozi denar, ki ga bo vsak skozi dividendo dobil, se bo potrošilo. Čista ekonomska situacija, interes kapitalistov, teh, ko pravim, bo tudi v tem, da njihova roba gre, da jo prodajo. Ja, če pa ni kupca širokih mas, vseh državljanov, to je najširša masa potrošnikov, ne. Vsi državljani, vsak. In tudi bo ekonomija zastala. Tako ciklične krize so točno posledica tega, ne. Blago se proizvaja, davek na dobiček se obračunava, se ga kanalizira ne potrošnikom, ali pa tistim, ko so ga proizvedli, recimo to bi tudi lahko bilo, ne, da bi plače toliko dvignili, samo to spet ni sistem, ker pol bi bile grozne razlike, ne, tisti, ko visoko tehnološka firme, ko nizko delavce nime, bi tisti delavci imeli take plače, ko je špic, bi spet tam, kam bi pa on delil to, nikoli potrošnikom v tisto potrošnjo tistega blaga, potrošniškega v kruh, v mleko, v ono, ki ga je vedno, ne. Bi morale potem vse države, ki so v Evropski uniji, naprimer uvesti potem to, ker konec koncev, če bomo mi, ne, uvedli ta sistem, delnico države in dividendo, če bi ga mi uvedli, ga bodo kopirali vsi, ker nimajo kam. Ja, seveda, pa vse države na koncu. Ampak nekaj treba začeti, ne, nekde. To bi bil tudi, bi lahko mi demokracijo prodajali, ne, namesto Amerikancev z bombami. Slovenija bi lahko demokracijo, ker to je demokracija. Ena delnica, en glas. Ne pa učiti one Afričane demokracije ali pa tiste spodaj, ampak zaradi tega, da jim lahko nafto poberejo, ne.
Nemčija, Francija sta gospodarstvi, ki sta močni trenutno, najbolj No, sta, ampak recimo Nemčija ni v krizi, Francija je pa že malo bolj, ne. Sicer bo vprašanje, kaj se bo zgodilo na volitvah nemških, katera vlada bo zmagala, no saj. No pa sistem življenja v Nemčiji je podoben vašemu razmišljanju? Ne, niso. Kaj mislijo, da so Nemci zadovoljni? Saj niso, ne, saj štrekajo, pa se bunijo, pa to. Iz tega razloga istega, ne. Pa je kakšna država morda, ne, na svetu, ste dosti potovali, ne? Aljaska je ena taka, ker imajo nafte, tako da ne vejo, kam bi znaril. Aljaska? Ja. Tam, ampak to so tudi sinoči omenjali na tej diskusiji UTD, samo to ni nič. Ni primerljivo, verjetno z nami. To, kar jaz pravim, čigava je država, ne. Nič, ni treba meni kot državljanov še enkrat, taki UTD, univerzalni temeljni dohodek, ki v meni dal, da bom lahko Lenaru, tako so tudi včeraj fantazirali. S 300 evri glih v Lenaru, pač ne bi hotel, da bi to bil motiv nekomu, da ne bo hotel službe dobiti, če bi dobil 300 evri, je malo, ne. Današnja dividenda, če bi se zdaj uvedla, ni 300 evrov, 30 evrov bi bila komaj, ne. In 300 evrov si je treba zaslužiti, se pa strinjam s tem. Pa ne 300, 500 tudi, ne, ampak z dobrim upravljanjem kapitala države, amen, več ne. Za šenk ti noben ne bo nič dal. Kar je tudi pravilno. Tisti denar je najmanj cenjen, ne? Ja, seveda, pa ne samo, najmanj cenjen, pa najbolj hinavski je tudi na psiho človeka, ne. Če si vedno odvisen od nekoga, ali ti da Karitas, ali da Rdeči križ, ali ti da vedno računaš, da bo nekdo dal, tudi če ne boš nič naredil, ne. Ja, to je, ampak tako je razlagala ministrica včeraj, ali že ne vem, kak je hudič to tudi prosi za socialno pomoč, se moraš razgaliti do dna, kak siromaksi, ne, to ni enostavno zadeva za večino, ne. Enim je že res vseeno, pač pride, pa daj mi, če imaš, no, ja, dobro to. Dobro, ampak to ne more postati treba je spremeniti miselnost ljudi, ne, verjetno, da bi... Karitas, pa te pomoči, to je tudi papež rekel, ne sme Vatikan postati Karitas, ne, oziroma cerkev, ja, seveda ne. Ker to ni kar tak za šenk. Ker če nekomu za šenk daš, moramo nekomu vzeti, no. Tako. Oziroma nekdo darovati, samo tisti, nihče nikoli nič ne daruje, kar tako reči za stajn, no, z nekim pričakovanjem zadnje, ne. Politiki. No, kak Adria Airways, ne, firma v državni lasti. No, kaj danes beremo včeraj, kak so poceni karte, ne? Jo, kaj poceni, za stojn tudi, ne, pa tako po 10 evrov. Ja, komu so jih pa delili? Tistim, ko so jih potem imenovali za direktorja, pa za nadzorne svete, pa pravim, v čem je hec, ne. Se pravi, Stane, zdaj imava še kakšnih 5 minut časa. Čist dosti, da zaključno Čigava je torej država, kdaj bomo ljudje vedeli, čigava je država, oziroma kdaj bomo državljani Slovenije znali odgovoriti na to, da je država čigava? Ja, takrat, ko bi prebrali mojo knjigo o prišli k zavesti, pa ko bi začeli na ulicah pit protestniki, zahtevamo delnice države, ki je tako po ustavi že naša, če jo prevedeš, ta politično ustavo, kar je ustava politični teksti, so ne ekonomski, ne. Je to točno to. In zdaj le ta vlada ženska bi to naredila res tako, da samo to bi mogla izjaviti evropski, ampak komu že, na enem intervjuju, pa kar slovensko ne govori, naj prevajajo, ne. Da bo vodila državo kot tačerca, tako čisto domače, kot gospodinja. Ja, ampak to pomeni kot podjetje. Mora samo povedati še, kaj ima v mislih, kdo pa je lastnik kapitala države, ne. Tako je Janković rekel v uvodu, vlado kot podjetje. To je čisto v redu, to se mi je tako dopadlo, sem rekel, Marijo, le, eden vsaj ve, kaj govori, ne. Edino tega ni povedal, pa se je pa vtihnil, nič ni čud več kaj v tem, da mu ne bi rekli, da je tajkun, ali kaj bohe, kaj bi bilo, no. Ampak samo tega ni rekel, kaj si predstavlja, kdo je lastnik podjetja, ker podjetja brez kapitala ni, kapitala pa brez lastnika tudi ni. Tako. Se pravi, Stane, delnica države tudi... Gre v svet, svetovni splet. Ja, odlično. V angleščini. Že prevedena, vidim, ne? Že vse natisnjene se, to so zdaj izvodi, taki probni, ne? S njih dal natiskati, ampak zdaj na internetna verzija še ni par potez naredi pa za, kako si reče o njem, nedlančni, kaj so že. Aha, na iPadih in teh stvarih, ne? Ja, tako je, da bo lahko. Na tablicah, Upam vsaj, da je
prevajala ena naša, ampak lektor je pa Anglež. Aha. Prav Anglež po rodu, ne. Tako da upam, da je Pravi, prevedeno. so te fraze tiste, ki jih bodo razumeli tudi zunaj, ne? Saj pravim, knjiga je tako enostavno napisana, da je že skoraj nerazumljiva. Tako je prvič, ko prebereš, Ja. ni čisto, ne, da Ja. jo moraš večkrat, ne, Ja. predebatirati jo je treba sam sabo verjetno, ne. Tako je. No, zelo zanimivo. Bomo videli, a bomo še po tem naslovu kdaj nastopili noter, če se bo kak še interes rekla kakšno o pojavil, Soli, kakega ne? gosta povabiva predsednico vlade, naj pride sem. Se strinjam. Jaz svoje mesto vstopim in pa tam sedu. Tako bo šali, no, ampak ja, nekaj se pa bo zgodilo, zdaj letos še do polletja. Ja? Ja, bo, ker Neke spremembe so na je seveda, narod bo loftal na vsak način, karkoli bojo sprejeli, ker šparati je pa treba, zategniti, pa povečati produkcijo, pa to, da bo dobička več, ne. Treba je enostavno narediti v bilanca spremembo med delitvijo na potrošnjo, na plače in dobiček, ne. Čisto enostavno. Dobiček mora začeti naraščati, če ne, ni česa, firme nimajo kreditov vračati, če ni dobička, ne. Ja. Ni pa prepozno, Ne, treba je samo pravim, nikoli ni prepozno, stopiti samo skupaj. bilo pa neumno, da bi prišlo skozi pretep in ne vem kako vojno, ali pa kako že do te rešitve, ko je pa čisto na demokratičen način se to, samo predlog pa se sprejme, ne. Samo če se hoče, ne. Ja. Dobro, Stane, še enkrat torej naj prebrskajo naše gledalke, gledalci po spletu, poiščejo vašo knjigo, nekateri jo že imajo Ja, seveda, v rokah. To je ta knjiga, ne, ki jo Ja. tako ali tako večkrat smo iz nje brali. Torej, hvala lepa za danes. Zdaj Enako za upam, vprašanja. da bodo ljudje, ne, pa zdaj večkrat Zdaj, razmislili, da so oni večera, država, pa ne. drugi dan onega vprašal, če sem se spomnil, kjer je bil, ti čigava je država, bo spet rekel od lopov, bo rekel, poslušal ali nisi. Če smo komu spremenili Od državljanov je država po Tako, ustavi. tako. Na oblasti je Časa je ljudstvo. še, ne, Ja, seveda. da se spremenijo zadeve seveda na bolje, tako kot si vsi želimo, ne, konec Ja. koncev. To pa je verjetno vodilo No, vseh, tisti, ki ne. imajo visoko, se jim ne bo spremenilo na bolje, ker DDV bo dvignil. Se jim bo malo Ampak znižalo. vsaj ne pretirano malo, ne, ampak ni vseeno, če skozi DDV vzameš eno, ko ima 5000 evrov plače, recimo 500 evrov, ali pa tistem, ko ima 550. Tisti, ko ima 550, je neizmerno več, kot pa onemu 500 evrov za 5000, ne. Tako. To se že In te treba razlike se sprijazniti. morajo zmanjšati, Ja, ne. malo je treba razpone stisniti. Si No, priti nasproti, ja. na njih 20% je to, tako po moji oceni fali. Malo. Dobro. Ja. Stane, hvala lepa za Enako. nocojšnji večer. Se vidimo, Pa slišimo. lahko noč, pa na 1. maja. Tako, prijeten praznik tudi vam, praznik No, dela. kres Danes je že pripravljamo. imava, ne. Ja, to imamo. Simbol, ja, praznika. Čudovito. Tudi jaz sem si pomladka, kravato tudi to. tako dal naglič, kar čisto nič ne pomeni, ampak Ste pa je v pa stilu. lepa roža nagle, ne? Absolutno. In jo je treba ceniti, ne? Ker ima Treba. velik pomen. Ja, Tako. Hvala, Stane, lahko noč. lahko noč. Lahko noč in lepo zdrav pa tudi vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. To je bilo vse za nocoj. Bodite z nami spet kmalu. Nasvidenje.